Spoštovane gledalke in gledalci, lepo pozdravljeni in dobrodošli k spremljanju oddaje Skrbimo za zdravje, v kateri bomo tokrat predstavili Zavod Slovenija Transplant, govorili o pomembnem delu slovenskega društva Transplant, o vsakdanjiku ljudi s presajenimi organi, o pomenu ozaveščanja, aktualnih izzivih na področju transplantacijske medicine in zgodbah, ki nas spominjajo, da je življenje največji dar. V našem studiu bom najprej v prvem delu oddaje izrekla dobrodošlico doktorici Jelki Kramarič, pomočnici direktorja za strokovno medicinske zadeve na Zavodu Republike Slovenije Slovenija Transplant. V drugem delu oddaje pa bom izrekla dobrodošlico še gospodu Andreju Židu, podpredsedniku Slovenskega društva Transplant, ter gospe Tanji Sambolec, članici društva po presaditvi jeter. Ampak, kot rečeno, najprej izrekam pozdrav doktorici Kramarič. Pozdravljeni. Pozdravljeni. S katero bova nekaj več spregovorili o samem Zavodu Slovenija Transplant, pa morda za začetek, doktorica Kramarič, za vse tiste, ki zavoda ne poznajo, nekaj besed o njem. Hvala lepa. Zavod Slovenija Transplant je v bistvu nacionalna organizacija, ki skrbi za to, da je ta sistem presajanj, presaditev in darovanja pri nas kakovosten, da je etično naravnan, da je uspešen in da je zelo pregleden. Mi smo v bistvu centralni povezovalec med bolnišnicami, različnimi strokovnjaki in ne nazadnje tudi seveda bistveno med prejemnikom in darovalcem. To je tisto bistvo, darovanja in našega delovanja, in poskrbimo, da vsak organ pride do tistega, ki ga res najbolj potrebuje. Darovalci. Kakšno je trenutno stanje, kar se darovalcev tiče v Sloveniji? V Sloveniji to verjetno se vprašanje nanaša na opredelitve, ki so možne zdaj v našem registru že nekaj let. Tukaj imamo trenutno nekje opredeljenih več kot 17.000 prebivalcev. Seveda si želimo, da bi bila ta številka višja, ampak gre pravzaprav sama opredelitev je le neka izkazana namera, je neka izkazana podpora darovanju. In to seveda še ne pomeni, da bo oseba postala darovalec, ampak seveda v življenju je tako, da nikoli ne vemo, kaj se bo zgodilo. In želimo spodbuditi ljudi, da se o tem pogovarjajo, da jasno razmišljajo tudi o teh stvarih, čeprav so pogosto odrinjene nekje na rob. Seveda je tema darovanja tema, ki je pogosto povezana tudi seveda s smrtjo, in o tem se res ne radi pogovarjamo, ampak je zelo, zelo pomembno. In pravzaprav je ključno, da se v tem pogovarjamo v ozkem krogu, v družini, ker kot verjetno veste, se vedno v primeru, ko bližnji umre, se pogovorimo z družino. In takrat je res pomembno, da družina ve, kakšno je bilo stališče, kakšne so bile želje njihovega bližnjega. To jim lahko bistveno olajša te težke trenutke, to težko odločitev. V trenutku, ko izvejo za smrt, je res prisoten šok, otopelost, in takrat je težko razmišljati karkoli, kaj šele se odločati o takih pomembnih vprašanjih. Tako da, če to vejo, je bistveno lažje. Zdaj, če sem prav razumela, na eni strani imamo določeno število ljudi, ki bi želeli biti sicer darovalci, ampak ni pa še po domače rečeno kristalno jasno, ali bodo ali ne. Se pravi, odločitev je potem, če se takemu človeku zgodi smrtni primer, na strani sorodstva. Se da še na kakšen drug način, menda obstajajo celo nekakšne kartice ali nekaj podobnega, pri katerih takoj nekdo ve, ta pa želi biti darovalec. Kartice so obstajale že dolgo časa nazaj
in danes niso več veljaven način opredelitve. Ker imamo trenutno vzpostavljen ta sistem registra. Mi imamo v bistvu v Sloveniji sistem, ki je zelo demokratičen, kjer si želimo, da nihče ni pod občutkom prisile ali nekim pritiskom, da se vsak lahko res jasno informira, razmisli in če se želi, se potem lahko opredeli. Ta opredelitev je danes zelo preprosta, je možna po elektronski poti z digitalnim potrdilom. Na naši spletni strani so zelo jasna navodila, vse povezave in z nekaj kliki lahko to uredite. To pač pomeni, da se vpišete v ta sistem opredeljenih, ki so lahko opredeljeni za ali proti. Šele podatki so zaklenjeni, ti podatki so zaklenjeni in do trenutka, ko nekdo umre, je do njih nemogoče dostopati. Tako da kakršnekoli bojazni z tega stališča so povsem odveč, ker je to res zaklenjen podatek in samo pooblaščene osebe imajo dostop do te informacije po tem, ko je že prišlo do smrti. In te pooblaščene osebe potem tudi odločajo o tem, ali bo preminuli darovalec ali ne. V vsakem primeru pa se tudi pogovor s svojci opravi. To se vedno opravi in seveda, če svojci poznajo željo umrlega, potem je to povsem enostavno. Če pa ne poznajo, pa v bistvu pri njih potem iščemo to informacijo, ampak ravno to je cilj vseh takih izobraževanj, oddaj in vseh informacij, da bi se vsak o tem razmislil in se pogovoril doma. Ti spletni obrazci so seveda na spletni strani Transplant Slovenija, kaj ne? Tako. Tam jih najdemo. Tam imate že na prvi strani en gumbek, želim se opredeliti in potem par korakov, nič zapletenega. Kdor pa si želi ta osebni stik, je pa še vedno možno se tudi osebno opredeliti. Tudi lokacije vseh teh mest so na naši spletni strani. Gre pa predvsem za enote Rdečega križa in tudi nekatere druge lokacije. Zanimiv sistem, imamo ga pri nas torej v Sloveniji. Kako se lahko pa recimo prav na tej ravni ali pa na splošno Slovenija primerja z drugimi državami v Evropi, kar se tiče transplantacij? Mi smo na področju darovanja in presaditev smo ena izmed najbolj uspešnih držav v Evropi in smo na to lahko zelo ponosni. Imamo tudi po številu samih darovalcev, dejanskih darovalcev, teh je tako za občutek nekje 40 do 50 letno v Sloveniji. Tudi tukaj se uvrščamo med ene najboljših držav, kot tudi po številu samih presajenih organov. Teh je tam okrog 100 približno na leto in predvsem pri presaditvah srca smo pa v samem svetovnem vrhu. In te statistike prav tako lahko tudi mi lepo vidimo in preverimo na vaši spletni strani. Res skrbimo za to, da so vse informacije podane prvič na način, da je razumljiv in da je res vse to pregledno, transparentno, tako da imate na naši spletni strani res redno objavljene tudi vse statistične informacije. Kako iz vaših izkušenj Slovenci dobro ali ne toliko dobro poznamo darovanje organov? Moram reči, da Slovenci smo prvič, smo naklonjeni dobrodelnosti, smo človekoljubni in večina ljudi idejo darovanja podpira. Zdaj, mogoče pa potem ta del informiranosti, ali pa ko je potrebno idejo formalizirati, tukaj se pa morda ljudem začnejo pojavljati neki dvomi, zelo pogosto pride do tega neke samo ocene, saj nisem dovolj zdrav, saj jemljem zdravila, jaz pa ne moram biti darovalec. To ni res, Vsak je lahko darovalec, čisto vsak. In ne glede na to, kakšno je zdravstveno stanje, če imate neko kronično bolezen, če jemljete zdravila, celo če imate nekatere razvade, to pravzaprav ni noben zadržek za to, da
nekoč lahko postanete darovalec. A ne? In to je res ključno, da ljudje ne rabijo s temi idejami se obremenjevati. A ne? Gre za v bistvu eno čisto preprosto misel, ali ti želiš darovati, če bi lahko ali ne. A ne? In vsa ta ocena, kdo lahko, kakšen organ je primeren, to je na strani stroke. Tukaj so zelo jasne smernice, navodila, kaj in kako, in s tem se ukvarjajo zdravniki in strokovnjaki. No, po slovenski zakonodaji brez soglasja ni darovanja, ne? Zdaj pa me zanima recimo čisto en tak praktičen primer. Zgodi se prometna nesreča, žal smrtnim izidom, darovalec bi morda lahko daroval srce. Kako se potem od tukaj naprej lahko zadeve razpletejo, če vemo, ali je lahko darovalec ali ne, kako gre od tukaj naprej? Tako je, ne? Ko v bolnišnici nekdo umre, možganske smrti, to pomeni, da je prišlo do tako hude okvare možganov, da žal njihove funkcije nikakor ne moremo povrniti, to je trajna okvara, takrat je človek umrl. In takrat se pričnejo zelo strogo nadzorovani in etično zelo strogo urejeni postopki. Prične se s tem, da preverimo, če je bil morda umrli opredeljen v tem registru. Kot sem rekla, ta podatek je do smrti strogo zaklenjen. Potem se to preveri, opravi se pogovor s svojci, o katerem sva zdaj že veliko govorili. Tako? Potem pa steče ta veriga, ne? Če pride do soglasja, potem steče ta veriga številnih postopkov. Vpleteni je ogromno ljudi, od zdravnikov, drugih strokovnjakov, laboratorijev, medicinskih sester, transportne službe, ne? Ogromno ene logistike. V centru vsega tega je centralni transplantacijski koordinator. To je oseba, ki deluje v naših prostorih in usklajuje, ne, vse te postopke, vse te ljudi, ki delujejo kot ena ekipa. In ravno tukaj je potrebno res natančno narediti vse medicinske teste, ki so potrebni za to, da zdravniki ocenijo, ali so organi primerni za darovanje, kateri organi so primerni, kako lahko še delujejo. In ko vse to speljemo, kot rečeno, je lahko vpletenih tudi do 100 ljudi, tako da to je res ena velika ekipa, vse pa nekako privede potem na koncu do te posebne situacije, da je neka zelo huda izguba na eni strani, huda izguba ene družine pripelje do pravzaprav res upanja in novega življenja za veliko več ljudi, ker vemo, da en darovalec lahko reši veliko življenj, oziroma pomaga pri kakovosti teh ljudi pri življenju, tudi do 9. Zdaj smo nekako govorili in opredelili, če se to zgodi v bolnišnici. Kaj pa, če se to zgodi izven bolnišnice, ko je verjetno treba malo pohiteti? Tudi v bolnišnici je potrebno pohiteti, ker tukaj nimamo v nedogled časa. Organi se seveda z aparati lahko nekaj časa, mi rečemo, vzdržujejo, ampak tudi ta čas je omejen. Tako da vsi ti postopki, ki sem jih opisala, se zelo hitro morajo zgoditi. Ampak če pa pride če oseba umre izven bolnišnice, pa zaenkrat pri nas še ni vzpostavljenega sistema, ki bi omogočal dejansko darovanje, ker mora biti to prisotno v nadzorovanem okolju, zaradi samih organov, ki ko enkrat prenehajo vsi, potem žal takrat zaenkrat ne moremo še govoriti o darovanju. Kaj pa bi se lahko na tem področju še naredilo, da bi se morda tudi to področje lahko intenzivneje vzpostavilo, uveljavilo, nekako pomagalo tudi na ta način? Seveda je v globalnem smislu je ogromno pomanjkanje, če tako rečemo, organov, premalo je darovalcev, potrebe so vedno večje.
zato se na vseh teh področjih intenzivno dela, ampak pri nas se zaenkrat tudi z zakonodajo gleda predvsem zato, da je tudi naša tradicija tako deluje in tudi v Evropi tako deluje, da je prisotna možganska smrt in potem vsi ti postopki naprej. Se pa pripravlja in obeta tudi malo drugačen pristop, temu pa rečemo darovanje po cirkulatorni smrti, to je pa takrat, ko pride do zastoja srca in se potem ti postopki tudi lahko izpeljajo, ampak to se v nekaterih evropskih državah že izvaja uspešno, pri nas pa se bo, upajmo, da v bližnji prihodnosti tudi. Ko preverjate, ali določen organ, ki lahko reši življenje, je sploh primeren za nekoga, ki čaka na ta organ, imate menda vzpostavljen sistem dvakratnega preverjanja? V bistvu je tako, mi smo vključeni v Eurotransplant. Eurotransplant je mednarodna organizacija, ki povezuje nekaj evropskih držav in povezava z eno večjo organizacijo iz nas, ki smo majhna država, zelo pomembna, ravno zato, ker sami svojim državljanom z številom naših darovalcev ne bi mogli zagotoviti vseh presaditev, ki so potrebne. Tako pa je ta izmenjava bistveno večja in tudi, se pravi, naši prejemniki dobijo organe hitreje in tudi bolj ustrezne organe. Kot ste pa omenili, seveda preverjanje je na vseh korakih. Na vseh korakih je vedno preverjanje in vse informacije se seveda anonimizirano zbirajo v Eurotransplant, kjer potem njihova centralna pisarna oziroma sistem vse potem razporeja. Mi rečemo temu alokacija, to je dodeljevanje organov. In to je en zelo kompleksen sistem, ki deluje povsem transparentno po določenih zakonitostih in protokolih, tako da se res najde v tem evropskem prostoru pač tistega prejemnika, ki najbolj potrebuje določen organ in ki si najbolj ustreza ta. Slovenija Transplant torej sodeluje z Eurotransplantom konstantno. Tako. Zato verjetno tudi pride do teh dvojnih preverjanj Eurotransplant. Najprej preveri in potem seveda tudi tukaj. Seveda. Če vseeno pride do zavrnitve, kar seveda ne bi smelo, kaj se zgodi? Kaj v takem primeru? V kakšnem smislu zavrnitve? Recimo, da ali je to sploh možno, pravzaprav, skozi vsa ta preverjanja. Nekdo dobi nova pljuča, jetra, srce. Če slučajno pride do zavrnitve tega organa, ki ga je nekdo dobil. Ja, to je pa potem že vse naprej. Se pravi, prejemnik, ko dobi organ, seveda to za seboj prinese ogromno pač zdravstvenih posebnosti, lahko rečemo. To je res ena specifika in jasno so nujno potrebna zdravila, ki preprečujejo, da pride do te čisto fiziološke zavrnitve. In tukaj stroka naredi vse, kar lahko. Tudi prejemniki so že prej pripravljeni, imajo neko psihološko podporo, imajo pogovore, vedo, kaj jih čaka, in morajo biti na to pripravljeni, to sprejeti. Skratka, vse se naredi, da bi bilo teh primerov čim manj, ampak včasih se to kljub vsemu zgodi. In obstaja tudi možnost retransplantacije, se pravi, da lahko nekdo tekom življenja dobi organ večkrat, če ga res potrebuje. Ja, ves čas govoriva o transplantaciji organov. Zanimivo pa je tudi, in morda tudi naši gledalke in gledalci tega ne vedo, kateri organi vse se pravzaprav lahko transplantirajo. Pri nas se transplantirajo, se pravi, srce, pljuča, jetra, ledvici in pa trebušna slinavka.
To je, kar se tiče darovanja organov, a ne. Seveda je pa še eno ogromno področje darovanja tkiv, o katerem mogoče redkeje govorimo, ampak je tudi zelo pomembno, a ne. In tkiva, ki se pri nas recimo najpogosteje lahko presajajo soroženice, a ne. Pomagajo tistim, ki imajo pač določene bolezni, zaradi katerih potrebujejo presaditev tega sprednjega dela očesa, a ne. V odstotkih katerih organov se največ... Največ se presadi ledvic. Aha. Potem so potem pa drugi organi, ne? Se pravi, tudi presaditev srca je veliko, jeter, nekoliko manj pljuč, trebušna slinavka, pa nekaj primerov mogoče na leto. No, tako. Čakalne dobe, da tako rečem. Seveda. V zdravstvu so ponavadi nekako večni problem. Kako je pri transplantacijah? Tukaj so čakalne dobe čisto ločene od tistih, o katerih slišimo v medijih. Ampak enako se sliši, kaj ne? Sliši se pa podobno, ja. In vse čakalne vrste, a ne, oziroma te čakalne sezname vodi Eurotransplant, se pravi, vsi bolniki, ki pri nas potrebujejo presaditev, so vodeni na enem mestu, da tako rečem, a ne, ravno zato, da tudi ta izmenjava organov lahko poteka z drugimi državami. Tako da nekje zdajle recimo trenutno je čakajočih približno 200 oseb pri nas, slovenskih državljanov. Največ za ledvice, tudi za ledvice recimo nekaj več kot 100, tudi za srce jih čaka skoraj 100, a ne. Ampak res ravno zaradi te povezave z Eurotransplantom res lahko hitro dobijo primeren organ, a ne. Govorimo od nekaj mesecev do največ enega leta, no, tako povprečno. Seveda pa je tukaj tudi urgentna situacija. Se pravi, ko pride do tega, da se nekomu stanje pa res tako poslabša, da rabi presaditev v nekaj dneh, a ne. Takrat je pa ta povezava z Eurotransplantom še posebej pomembna, ker se takega bolnika pravzaprav potem prednostno nekako obravnava, a ne, in res hitro dobi potem to, kar potrebuje. Ne. Prej ste omenili, da je darovalec lahko vsak, tudi če jemlje kakšna zdravila ali kaj podobnega. Kako pa je s starostno omejitvijo? Starostne omejitve ni. Lahko je tudi starejša oseba, tudi darovalce smo imeli, tudi nad 90 let, a ne. Tako da starostne omejitve ni in res je darovalec lahko čisto vsak. Kaj pa starostna omejitev pri prejemniku? Pri prejemniku je pa to zelo, zelo odvisno, a ne, od samega primera do pač njegove bolezni. Tako da ja, običajno neke starostne omejitve so postavljene, ampak zelo je odvisno tudi od tega, za kateri organ gre. Pri ledvičnih boleznih, a ne, je tudi možnost dolgotrajnega zdravljenja nadomestnega z dializo, ampak kljub temu, a ne, so določeni primeri, ki pač potrebujejo presaditev tudi v starejšem obdobju. Ampak to je na strani zdravnikov, specialistov, da ocenijo prednosti in slabosti, a ne. Katere so lahko najpogostejše težave tistih bolnikov, ki čakajo na organ, se pravi, ki čakajo na transplantacijo? Se lahko vmes zgodi kaj drastičnega? Seveda je to zelo individualno, a ne. Vsak bolnik je svoja zgodba in zelo je odvisno od tega, kako doživlja situacijo, kakšno bolezen ima, a gre za to neko kronično bolezen, pri kateri lahko nekaj časa še dokaj normalno živi in ima čas se s temi situacijami soočiti, se privaditi, se seznaniti, a ne. Ali gre tukaj za res neko urgentno situacijo, kjer bolnik mora biti v bolnišnici običajno in v bolnišnici čaka na organa, ne, ker je tako hudo. Tam se verjetno niti nima časa
spoprijeti z vsemi vprašanji, ki bi lahko prišla na dan. Je pa že v sami pripravi na presaditev za bolnike možna oziroma je ključna psihološka podpora, ki jo tudi potem jim je zelo pomembna, ne? In tudi društvo Transplant, to je društvo bolnikov, se v to vključuje, si med seboj pomagajo in to je zelo, zelo dobrodošlo, ne? Ja, ravno to je bilo moje naslednje vprašanje. Povezani ste tudi z društvom Transplant. Ja. Se pravi, imamo društvo Transplant, ki nekako potem tudi te člane društva, ki so ponavadi po presaditvi, kaj ne, se družijo, morda izmenjujejo zgodbe in tako naprej. Poznate kakšno takšno zgodbo s srečnim koncem, naprimer, po presaditvi nekega? Zgodb je ogromno, ne? Zgodb se pri tem delu veliko nabere, veliko je lepih zgodb, ampak nekako skupno, ne, vsem je res to, da na eni strani res ena huda, tragična nesreča, poškodba, nek kakršenkoli pač zdravstveni dogodek, ki je včasih lahko tudi zelo, zelo nepričakovan, a ne? Na drugi strani prinese toliko upanja in novega življenja, ne? Za različne ljudi. In to je res tisto bistvo, ne, darovanja. In to so res lahko lepe zgodbe, ki spremenijo življenje. Tako. Pravzaprav nekako človek na novo zaživi. Ja. In veliko je takšnih ljudi, ki potem dejansko normalno živijo naprej svoje življenje, so funkcionalni. Absolutno, ja. To, da je morda še obstaja neka taka mišljenja, da presaditev je pa res, da potem si moraš jemati zdravila, da ni vse tako preprosto, ampak dejansko so to ljudje, kot bodo verjetno tudi potem sami povedali, ki res živijo polna življenja. Tako. Pa ne samo njim, ne? Konec koncev tudi našim doktorjem, specialistom se moramo v tem primeru definitivno zahvaliti, globoko pokloniti za to, da praktično lahko neko srce, ki drugje ne bi več funkcioniralo, funkcionira nekje drugje. Absolutno, absolutno. Vi imate izkušnje s tem, imamo odlične doktorje pri nas v Sloveniji, kaj ne? Tako. In to je ena taka dejavnost, oziroma del medicine, kjer je res prisotna tudi ena človečnost, morda ena najbolj človeška veja medicine, če lahko tako čisto preprosto rečem, in vsi strokovnjaki, ki se znotraj te mreže s tem ukvarjajo, imajo tudi seveda take pozitivne izkušnje, poznajo osebne zgodbe bolnikov in to je res pomembno in izpolnjujoče. In morda bi bil zanimiv podatek, koliko presaditev približno letno opravi UKC Ljubljana? UKC Ljubljana je edini transplantacijski center v Sloveniji, se pravi, vse presaditve organov se tukaj opravijo in teh je nekje okrog 100 letno. Za vse organe skupaj govorim. Se pravi, s pomočjo Eurotransplanta. To niso samo organi, ki so pridobljeni od slovenskih darovalcev, ampak so tudi organi, ki jih je Slovenija prejela iz tujine od vseh teh držav, ki so vključene v Slovenijo, v Eurotransplant in včasih celo širše. Kako bi lahko ocenili razvoj področja transplantacij, recimo v zadnjih 10 letih? Verjetno napreduje, tako kot vsa ostala medicina. Seveda, to je področje, ki se zelo intenzivno razvija. Kot sem rekla, so potrebe po tem, da potrebujemo čim boljše, čim več v bistvu organov za ljudi, ker je vseeno tega teh darovalcev vedno primanjkuje in veliko se tudi na področju zdravil po transplantaciji se veliko dogaja, potem kirurških tehnik, to je zelo, zelo kompleksno področje.
tako da se absolutno stalno razvija. Še vaše mnenje me zanima, kakšne novosti, naprimer umetni organi, 3D tiskanje, zdaj slišimo v zadnjem času, ksenotransplantacije, a je to prihodnost? Težko reči. Pravzaprav je bilo ogromno, je veliko tudi narejenih raziskav na tem področju, a ne? Ampak človeško telo je res kompleksno in doslej nekih zelo, zelo uspešnih tehnik, ki bi bile že sprejete in jasno potrjene, zaenkrat še ni, tako da v zelo bližnji prihodnosti verjetno kaj takega še ne bomo doživeli. Tako da mi res spodbujamo ljudi, a ne, da se o darovanju pogovarjajo, no, da se osredotočamo res na ta del, ki je najbolj ključen in kjer lahko vsak sam nekaj naredi. A ne. Spletna stran Transplant Slovenija Tako. Je tista, pri kateri oziroma na kateri boste tudi gledalke in gledalci našli seveda vse informacije, ki vas morda še zanimajo v zvezi z darovanjem organov oziroma da tudi vi ali pa bom rekla kar mi postanemo darovalci. Tako. Doktorica Jelka Kramarič, lepa hvala za obisk v našem studiu, za vse povedano. Zagotovo vas bomo še kaj potrebovali, vas bomo še kdaj pozvali, zaenkrat pa lepa hvala in vse dobro želim. Hvala za povabilo. Gledalke in gledalci, v prvem delu oddaje smo vam torej predstavili Zvezo Transplant Slovenija. No, v drugem delu oddaje pa bomo podrobneje spoznali Transplant društvo in pa tudi gospo, ki se menda zdaj, tako so mi rekli, počuti fantastično po presaditvi jeter. Ja. Ja. No in v našem studiu prav v tem trenutku lepo pozdravljam najprej podpredsednika Društva Transplant, Andrej Žido, pozdravljeni. Ja, pozdravljeni. In pa Tanja Sambolec, vi ste članica društva? Ja, Po presaditvi jeter. tako je. Tako. Ja, vaša zgodba nas seveda zanima, še prej pa Andrej nekaj podatkov o tem. Društvo Transplant je nekaj čisto drugega od Zveze Transplant, kaj ne? Drži, tako. Je čisto drugega, ampak moram povedati, da že takoj v štartu, da zelo dobro sodelujemo. Tako. Slovensko društvo Transplant je ravno v soboto praznovalo 25. obletnico oziroma 25. rojstni dan. V Mengešu smo imeli eno zelo veliko zadevo, eno veliko proslavo, kjer se je udeležila tudi predsednica države, doktorica Nataša Pirc-Musar, tako, je celo bila pokrovitelj, kjer smo bili zbrani kar večina oziroma kar velika števila transplantiranih, pa tudi vseh ostalih, ker so povezani. Mi smo v tej zadevi v soboto rekli krog hvaležnosti, pomeni od transplantiranca do vsega tega, kar je vključeno, medicine, logistike in tudi svojci, vse, tako da smo to zajeli. Zelo, zelo velika zadeva, zelo čustvena zadeva, kar precej takšnih stvari se je tudi povedalo, zahvalilo. Ste ugotovili, da ste velika družina, kaj ne? Absolutno. No, in tam ste spoznala tudi Andrej in Tanja, kaj ne? Ja. Drži, ja, to drži, ja. In tako lepo se zdaj že spogledujete, ker točno veste, zakaj je šlo tam na tem srečanju in tako dalje. Tanja, tudi na tem srečanju, kako ste ga doživeli? Zelo emocionalno. Vsak od udeležencev, ki je imel priložnost povedati nekaj besed, in med njimi sem bila tudi jaz, in ko sem prišla do tega, da začnem govoriti, so se mi enostavno, glas se je polomil, čustva so me preplavila in enostavno sem se mogla ustaviti, ker je šlo navzdol. Dejstvo, da si hvaležen za
novo priložnost, novo življenje, nove izzive je neprecenljiva. In to je tisto tako močno čustvo, da še danes doživljam tako zelo močno, da mi včasih kar zadrgne glas. Ja, pravzaprav sta oba po transplantaciji zaživela novo življenje, kaj ne? Andrej, morda čisto na kratko vaša zgodba. Ja, čisto na kratko lahko sem povedal to. 2006. leta se je postavila moja diagnoza. 2017. sem bil postavljen na listo za transplantacijo. 2019. na novo rojeni, z novimi jetri, leto 2025, meni 6 let pa pol funkcioniran. V novem življenju ostalo je samo ime, pa priimek, pa verjetno druga oseba. Tako. Tanja, tudi vi po presaditvi jeter, kaj ne? Ja, se pravi, oba sta imela isti, da ne bom rekla problem, bom rekla izziv, se pravi, in ta izziv je ostati živ, kaj ne? Ja, to je velik izziv. Sploh, ker si recimo že, jaz sem bila recimo že precej v letih, ko so mi postavili diagnozo cirozo jeter. In jaz sem pač bila prepričana, da je to pač prepozno za kakršnokoli misel na transplantacijo. In sem to misel pospravila v en skrivni predal, da me ne bi motilo v nadaljnjem življenju. No, potem pa se je stanje slabšalo do lanskega leta, v novembru, ko sem postala še precej rumena povsod. No in sin me je pogledal in je rekel: mami, fejst si rumena, pejdi k zdravniku. Ah, kaj mi pa tam se bo? Ker pač mislila sem, da ni možnosti o kakršnikoli drugi varianti. No, potem pa je zdravnica vprašala, če bi bila za transplantacijo, in sem seveda potrdila. In videla sem, kako je bilo to olajšanje za mojega sina. Tako da je bilo kar. Ste dolgo čakali, Tanja? Jaz sem imela ne vem, kako bi temu rekla, eno tako veliko srečo. Novembra sem torej prišla postala rumena, decembra so me že vzeli v to listo, da pač se bom začela pripravljati. Marca, aprila sem bila na pripravah in potem sem malo dan pred rojstnim dnevom pristala na listi. Torej, to pomeni, da si na stand-byu oziroma moraš biti na dosegu 2 ur od kliničnega. In tako da, to je bila sreda, v četrtek zjutraj, na moj rojstni dan, pa me je poklical kirurg in mi povedal, da ima zame ustrezna jetra in da če sem za. Ja, pravzaprav je imel kar rojstnodnevno darilo za vas, kaj ne? Ja, veliko. Tako, res je. Transplantacija je bila uspešna, danes živite normalno življenje. Tako je, tako je. Tako da danes diham s polnimi pljuči, živim aktivno, hodim v hribe, delam tisto res take stvari, ki me veselijo. Kdaj ste postali članica društva Transplant? Mislim, da sem kmalu po tistem, ko sem prišla domov iz bolnice, podala pristopno izjavo. Se pravi, tam enkrat v maju. Tako da sem še zelo mlada članica. Mlada tako in drugače. Tako in drugače, tako. Andrej, koliko dejansko društvo Transplant pripomore k temu, da potem človek spet zaživi na novo? Da mu konec konca tudi društvo da en tak nov zagon za življenje? Dobro vprašanje. Jaz bom tu zdaj dal na kratki odgovor, bom pa prosil Tanjo, da mi tu zdaj malo pomaga.
Društvo, absolutno društvo, člani, cirka okrog 300 nas je, se trudimo, da ozaveščamo, da spodbujamo, da po domačem rinemo eden drugega naprej, da normalno funkcioniramo. In malo prej pa se mi da ravno z Tanjo pogovarjala, pa mislim, da bi da lahko Tanja dober komentar na to, kakšen je občutek, če si v društvu, kjer je energija, kjer je... Ja, to je res eno tako močno pozitivno energijo ti da. Ko vidiš dvorano polno hvaležnosti, ko vidiš ljudi, ki so na istem nivoju, ko vidiš ljudi, ki se zavedajo, kako dragoceno je življenje. Da ni samo po sebi umevno, ampak da je dar. In neskončno globoka hvaležnost za darovalca, ki je pristal na to, ali pa njegovi svojci. Vsem torej globoka hvaležnost. Težko jo je izraziti z besedami, to hvaležnost. Zato je to. In ta moč, ki ti jo dajo društvo, da si v skupini enakih in lahko delaš novo, uplemeniteno dejanje. In verjetno je kar veliko ljudi, ki predtem niso toliko cenili svojega življenja, kaj ne? Sta bila tudi vidva med temi, da ga zdaj dejansko cenita veliko bolj, seveda? Absolutno. To primerjava s prej, s prvim polčasom, pa s tem drugim polčasom, ne gre. To je razlika. To sta dva pola, ja. In včasih se zdi, da bi morda moral, čeprav radi rečemo Bog ne daj, ne, ampak vsak človek doživeti nekaj takega, da potem bolj ceni svoje življenje. Mislim, ne želim nikomur nič slabega. Vemo, razumemo. Ampak včasih si mislim, da resnično nekateri ne vidijo, kaj imajo pred seboj. Že samo, če imamo zdravje, kaj ne? Ja. Kako dragocena je ta vrednota, da živiš, da lahko hodiš, da se lahko sprehajaš, da se lahko pogovarjaš, da lahko ustvarjaš. To ni samo po sebi umevno, to je dar. In ta dar je nam dan ponovno. Mogoče ga prej nismo znali tako dobro izkoristiti. Tako. Zdaj pa vemo, da ga je treba živeti na polno. In tega daru ne bi bilo, če ne bi bilo darovalcev. Drži. Tako je. Zelo pomembna točka v vaših življenjih, kaj ne? Ja, tako. Absolutno ne bi bilo tega, niti ne bi midva tukaj sedela, če ne bi bilo darovalcev. In ta opredelitev, da ti postaneš darovalec, je sploh ne vem, kakšno besedo bi naj uporabljal, plemenito dejanje, katerega lahko človek naredi največ. Pustimo zdaj midva celo bogatstvo, pa denar, pa vse te stvari, ampak dejanje, katerega se ti zavestno odločiš, da boš ti na koncu, zdaj niti več mogoče ne na koncu, ker zdaj že medicina zelo hitro napreduje. Par tednov nazaj ste slišali operacijo v UKC-ju, kakšna se je zgodila, da se ti odločiš, da ti zavestno boš pomagal nekomu, ko veš, oziroma ko prihaja tvoj konec ali pač je prišel, se je zgodila nekšna takšna zadeva, ti pa na drugi strani lahko pomagaš. In ne vem, zaenkrat niti nemam prave besede. Meni je plemenitost zaenkrat najvišja beseda, kar lahko povem. Ja, to je... Ko sprejme ta organ nekoga drugega, kaj se potem zgodi? Ali kdaj pomislite, kdo je bil ta nekdo? Ja, to je bilo moje prvo vprašanje. Ne o mojih otrokih. Ta prvo vprašanje je bilo, kdo si? Kaj si? Kaj si delal? Kaj se ti je zgodilo?
in neskončna hvaležnost v duši, da lahko sedaj skupaj živiva. Da on, to se pravi darovalec, nekako živi ponovno z menoj. In zato sem tudi nekako odločena, da ne samo zaradi sebe, ampak tudi zaradi darovalca cenim te vrednote in jih dajem naprej. Da je to tisto, kar je zdaj moje delo za naprej. Ta zahvala temu človeku in njegovim svojcem je, da plemenitim njegovo odločitev. Tako. Da je. Ker s tem, ko je meni dana možnost življenja, da to še bolj vrednotim in cenim. Res mislim, tako kot je rekel Andrej, težko je to povedati z besedami. To so tako močna čustva, ki nas povezujejo, da včasih si sem povedala, jaz sem v sanjah videla obraz. Ne? Zdaj lahko nekdo reče, da so to pač moje blodnje, ampak jaz verjamem, da je bil to obraz, ki sem ga videla, da je to obraz darovalca. In še danes se jaz recimo zvečer pogovarjam s tem darovalcem. Tu smo se zgleda zelo podobni. Tudi sam lahko to potrdim, kar precej tez in tudi določene zadeve, tudi zahvala vsakodnevna je samoumevna. In ta del tega darovalca, ker ga zdaj jaz nosim s sabo, je tako na nekšen način zahvala za vsak dan, absolutno za vsak dan in za tudi vse te nagrade, pa če so tudi čisto male, ne vem, pogovarjamo se zdaj v prvih mestih, ampak tudi če je čisto mala, je že nagrada tudi za njega. No in ko smo že ravno pri nagradah, omenili ste prva mesta in tako naprej. Društvo Transplant skrbi seveda tudi za to, da se člani družite tudi na športnih področjih in zelo uspešni ste. Letos ste bili tudi že, mislim, da četrtič na popravite me, Andrej. Ja, okay, drži. Daj bom to povedemo. Društvo Transplant se prikazuje, tako bom povedal, na večjih frontah, ne samo šport, tudi na kakšni zabavni, tudi kakšne gledališke zadeve. Vse to probamo nekako pelati, zajeti v celo to naše društvo, ker so različni. Ne so vsi fizično tako sposobni, mogoče kako se zdaj midva za Tanjo, ampak se zajemamo celo celoto. Je pa res, da tudi po operaciji je prvo, kar ti povejo tam zdravniki, celo medicinsko osebje, da vzdržuje kondicijo, da se trudi to, kar si dolgo vzdrževati, na čim bolj nekšen kondicijo držati ali na več načinov. In šport je ena od teh zadev in tu smo v Slovensko društvo Transplant zelo, zelo aktivni. Vem, kam se ciljam, drži. Slovensko društvo Transplant je že od vsega začetka prisotno na teh igrah. To so igre evropske in svetovne. In na teh igrah je 16, 17, zdaj vedno vsaki 2 ali 3 leta se nekaj doda nekšne nove panje, tako mislim, da imamo zdaj okrog 17 panov. In se da skoraj vsak transplantiranec v fizični dobri pripravljenosti najti in lahko tam nastopa. Jaz sem letos bil prvič na svetovnih igrah, bil sem 2-krat že na evropskih, ker so bili na srečo v Evropi, v Nemčiji, v Dresdenu in smo bili Slovenci zastopani in nismo prišli z medaljami domov, smo pa prišli kar z dobrimi rezultatami. Zmagovalci ste v vsakem primeru. Hvala. Kaj ne, gospa Tanja? Ja, na vsak način. To se pravi, da se na teh igrah družite dejansko tudi vsi, ki ste doživeli v življenju transplantacijo kateregakoli organa, če prav razumem? Tako. Letos so bili tudi prvič donatorji zraven.
To je zdaj prvič se zgodilo, da so bili tudi osebe, ki so donirale zraven. In to lahko vam samo povem, to še zdaj se mi ježi, še zdaj, če bom še malo, bom verjetno kakšno solzo spustil. Kakšna velika stvar je to brez besed po domače. Ne morem opisati to, kakšne občutki se prelevajo, da to vidiš tam. Ja. Zakaj vse društvo Transplant še skrbi, poleg tega, kar smo zdaj v bistvu najbolj izpostavili? Našega društva je najbolj ozaveščanje. Ozaveščanje, da to pomeni dajanje informacij. Mi, ker smo to zadevo, ker smo pač imeli ali zdaj smolo ali srečo, ali ne vem kako, da si kdo zdaj to razlago, da smo na drugi strani in živimo naprej, funkcioniramo čisto normalno. Ozaveščanje ljudi, ker prihajajo in verjamete mi, bodo prihajale, ker transplantacije bodo, ljudje do te rabili. In mi smo bili, jaz sam lahko povem za svoje izkušnje, premalo informacije je bilo. Premalo informacije in želimo, da ljudje, ker so, oziroma tudi vi mediji, želimo, da nam pomagate, dajemo te informacije, širimo te informacije, da to noben tabu ni, da lahko čisto normalno funkcioniraš. Midva, če ne bi, dovolite, če ne bi midva se poznala, če ne bi vi vedeli, da sem jaz transplantiran, verjetno ne bi znala. Ne bi vedela nikoli, absolutno. Enako tako za tam. Tako drži. Ne samo to, ozaveščate verjetno tudi predvsem o tem, kako pomembni so darovalci in najverjetno ljudje čim bolj nekako se osredotočijo v življenju tudi na to, da bi mogoče postali darovalec. Tako. To nič ne stane. Ne stane nobenega centa, ne. To je samo človeška, tisti korak, tisto dejanje, tista miselnost, tisti klik v glavi, ok, jaz tudi lahko to pomagam. Tudi jaz bom mogoče rabo in bom na vse možne načine iskal, lahko pa pomagam. Lahko pomagam. In bom zelo vesel, če bom dolgo. Lahko pa dam. Ali lahko, kljub temu, da sta v svojem življenju doživela presaditev jeter, kaj ne? Ja. Vseeno zdaj tudi vidva postaneta darovalec, pa morda katerega drugega organa? Lahko. Je to možno? Lahko. In verjetno sta se odločila za to. Absolutno. Absolutno. Morda, kdo ve, spet bomo rekli, Bog ne da rešiti vseeno, morda življenje koga drugega, kaj ne? In kako pomembno je pravzaprav, da se človek res zave rešiti življenje nekoga, zakaj pa ne, kaj ne? Ja. Jaz se vam lepo zahvaljujem, da sta delila vajini zgodbi vsem našim gledalkam in gledalcem. Bilo je čustveno, vseeno, morda vmes, bom rekla, malo žalostno v smislu seveda, kaj se mora zgoditi za to, da se potem zgodi pa nekaj veselega in nekaj, pri katerem spet zaživi življenje naprej tako, kot mora. Lepa hvala, Andrej in Tanja. In želim vam samo srečno, vse dobro in naj traja. Hvala lepa. Naj traja, tako, hvala lepa. Srečno. Tudi vam vse lepo. Vam, gledalke in gledalci, pa tudi hvala za vašo pozornost. Spremljali ste oddajo Skrbimo za zdravje. Do naslednje vas tudi mi lepo pozdravljamo.